nastane sladoled. Super, primerno sta oblečena, imata kape, zaščitne halje. Zdaj pa pojmo pogledati naš proces priprave sladoleda. A izdelovanje sladoleda se začne pri računalniku? Ja, v bistvu se cel proces vodi prek računalnikov. Mi imamo cel kup cistern, pa cel kup linij, pa pip, tukaj imamo naše mešalne posode in se dogovorimo z drugimi oddelki, kje bomo pobrali smetano, od kje bomo pobrali mleko in potem prek računalnika preusmerimo mleko in smetano v našo posodo, kamor bomo mešavali sladoled. A v ta modrih posodah je smetana, v ta zelenih pa mleko? Ne, ravno obratno. V modrih je mleko, v zelenih je pa smetana. In vsaka cisterna ima svojo oznako in naprimer tukaj na smetani točno vidimo, katera smetana je za kateri izdelek. Kateri sladoled pa delamo danes? Danes delamo pa en poseben nov sladoled, za kar bomo kuhali bourbonsko vaniljo, čokolado in jagodo. Zdaj pa vse to, kar ste na računalniku videla, kar ni nič zanimivo, pa se nič ne vidi, bomo zdaj tukaj v živo videli. Najprej bomo pogledali posode, kamor priteka smetana pa mleko, potem bomo šli pa na drugo stran in bomo gledali, kako se umešajo drugi dodatki, ki grejo v sladoled, v to mleko pa smetano, ki ste videli. Kaj pa je v tem lijaku? Tukaj smo dodali mleko v prahu, sladkor, sredstva za stabilizacijo in kot smo rekli, sredstvo za okus, to je bourbonska vanilja. Kaj pa imamo v tej sobi? To je pa naša zorilnica sladolednih mas. Tukaj naše mase zdaj počivajo. Ko smo jih spodaj skuhali, se zdaj ohladijo in so tukaj v teh zorilnih komorah na 2 do 4 stopinje Celzija, zato da tisti stabilizacijski sistem naredi tako posebno mrežo, kamor bomo mi kasneje lahko ujeli zrak. In v teh posodah noter je sladoled najmanj 8 ur. Tukaj pa piše proizvodnja sladoleda. Seveda. Zdaj pa je naša masa iz zorilnice že zrela. Jo bosta poskusila. A je dober? Ja, super je. Kaj se pa dogaja v proizvodnji? V proizvodnji bomo pa zdaj iz te tekoče mase naredili pravi sladoled. Se pravi, ga bomo še malo bolj zmrznili in napihali, da nam bomo dodali zrak, da ga bomo lahko oblikovali v banjico. Kaj to pomeni napihnili? Ko smo bili v zorilnici, sem rekla, da mora nastati taka posebna mreža v sladoledu, ko zori, in v to mrežo mi utepemo zrak. In v tej mreži, ki je tako sestavljena, se te zračni mehurčki ujamejo in potem dobimo tak puhast sladoled. Zakaj smo pa morali obleči bunde? Zato, ker je pa tukaj noter hladilnica. Tukaj je pa zdaj sladoled že fajn zmrznjen in čaka, da gre v trgovine. Koliko stopinj pa je tukaj? Trenutno je v hladilnici minus 25 stopinj Celzija, približno tako kot na smučišču. Aj mogoče, kjer del tukaj, tudi en del, kjer poskušamo sladolede. Je v našem razvojnem laboratoriju in v prostoru za pilotno napravo, ne samo, da ga boste lahko poskušala, sama si ga boste morala pripraviti z dodatki, ki si jih boste sama zbrali. Tule v te lukence boste vtakali na palčke, zdaj gre pa ta tekoča masa v te modelčke. Bomo takole vlili. Tukaj bo zdaj naš sladoled zmrznil, da bomo dobili čvrste lučke, pa boste pogledala, koliko stopinj je v tej skrini. Minus 50. To je pa kar. Zato, da stvari so zelo globoko zamrznjene, da se ne pokvarijo. A je že zmrzano? Ja. No, kar prinesta ven. Odlično. Evo, tole je zdaj naša oblivna čokolada, kamor se namočijo lučki. Zdaj pa kar fajn namočita, pa dviganta ven. Vam držite malo v zraku, pa opazujte, kaj se bo zgodilo s čokolado. Kaj se pa dogaja? Strdila se je. Ja, v parih sekundah se je strdila čokolada. Ker ima noter tako maščobo, ki je na hladnem zelo hitro postane trdna. To je pa odlično. To je pa res dobro.